Ja, tu pred zadnjo nedeljo v tom letu naj Božji mir prevzeme in pa izpuni sa naša življenja. 4. zadnja adventna nedela. 4. adventna nedela. Sporočilo dnešne nedele je, naj bi bila ljubezen. Vsaka od adventnih nedel pričakovanja ima svoj pomen, ne po biblijskom, pač pa po tradiciji praznovanja toga praznika. In dobro je, kad tudi te stvari znamo, razumemo in pa sprejemamo v svoje življenje. Najprej je vipanje. Za vipanjem pride te mir. In mir te prinese eno veselje, eno radost. In na koncu se vseme tome pridruži ešte ljubezen. V Novoj zavezi je eno celo poglavje, štero je napisal apostol Pavel in goči od ljubezni. To je 1. Korinčanom 13. In Pavel zaključuje to poglavje z naslednjo ugotovitvijo. In prosil bi vas, kad stanemo gori in preštejmo Božjo besedo v 1. pismu Korinčanom 13. poglavje in pa 13. zadnja vrstica. 1. pismo Korinčanom 13. Tu tako pravi Božja beseda. Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen. To troje. In največja od teh je ljubezen. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago svetu reč, štero si nam njal tu kog vodilo za naša duhovna življenja, štero si nam njal kog jedan smerokaz, kog jedan potokaz, kog ena pravila, kog bi naj prišli do večnoga življenja v tvojoj prisotnosti. Hvala je tebe, Gospod sveti, za vse, ko je tu zapisano. In prosim te, pomori nam, kad razumemo to, še bolje pa, kad to živimo. Daj nam moči, daj nam modrosti in daj nam odločnosti v naših življenjah, kad za istino živimo v tvojoj pravoj ljubezni. Amen. Amen. Lehko zazimete svoja mesta. 3 stvari ob koncu toga poglavja Pavel izpostavlja kot tisto, ko ima trajnost, ko ima poseben pomen. 3 stvari, štere so od Boga namenjene človeku za njegovo večnost. 3 stvari, štere ostanejo. Vera v Jezušovo odrešilno delo. Tu se nikaj ne more spremeniti. To je dejstvo in tu njega pa mogoče ali pa tak ali pa je tak. Ne. Jezušovo odrešilno delo je bilo zgotovljeno za vsakoga človeka. To je ta vera, vipanje. Za vipanje v njegove obečanje, v njegovo drago sveto reč. To je absolutna istina, gdje se ne more tome nikaj oporekati. In 3. ljubezen. Brezpogojna ljubezen, štero je in še itak Bog izkazuje človeštve. In Pavel pravi, dodaja eno ugotovitev, najverjetneje tu iz svojega osebnega izkustva in pravi to, kaj je največja od vsega toga gli ljubezen. Največja ljubezen. In to nam potrjuje tu osrednja vrstica Svetega pisma. Štera je to? Janez 3,16. Ja, to piše to. Bog je namreč svet tako vzljubil. Grato njime je pomemben, tako dragocene, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Dragi moji, to je ta osnova biblijskega sporočila. Bog je. Bog je. Ne ti, ne človek, pač pa Bog. Bog je. Ali se resnično zavedamo toga dejstva? Bog je. Bog
je 4. adventna nedela in čakanje se zaključuje. Zavolo toga, ka prihaja den, da se je zgodil največji korak v zgodovini človeštva. Dragi moji, Bog ga je stopil. Bog ga je stopil. Zgodovina nam je prinesla dosta velikih dosežkov, dosta dobrih stvari, dosta dobrih izumov, štere olajšajo človeke življenje in delo v dnešnjem času. In to mi ne moremo oporekati. Prinesla je tudi dosta božne stvari, dosta naval, dosta problemov. Ale rojstvo Jezuša pa enostavno popolnoma prekaša vse dosežke in pa vse iznajdbe. Zakaj? Zavolo toga, ka Bog je. Bog je. Te je stvarnik, te je sam stvarnik. Pri rojstvu Jezuša je sam stvarnik prišel na in pa med svoje stvarstvo. Sam stvarnik je prišel na svoje stvarstvo, tako je on stvoril in pa med nas, med svoje stvarstvo. Znate, to je podobno kot v Edenskom vrtu. Bog je prišel, ka bi bil s človekom, ka bi živel z njim, ka bi hodil z njim. Ali vseeno je velika razlika med tetom v Edenskom vrtu in med tem drugim prihodom, da je Jezus prišel na zemljo. V Edenskom vrtu je Bog želel imeti skupnost s človekom. Tako piše Biblija. Želel je imeti skupnost s človekom. Ob tistem hladnem vetriču je prihajal Bog, ka bi bil s človekom, ka bi se skupaj sprehajala. Ali je človek je izbral enoga drugega partnera. Izbral je enoga drugega partnera in tako je bila ta povezava, ta skupnost s stvarnikom prekinjena. Te je bila ta povezava s stvarnikom, med stvarnikom in stvarstvom je bila prekinjena. Ali Bog pa je z rojstvom Jezuša znova prišel na tej svet, ka bi bil človeke ko Emanuel. Ka bi bil človeke Emanuel, ka bi bil z človekom, Bog z nami, ka bi bil ne samo z nami, pač pa bi bil del nas. Del nas. Bog je grato človek, ka bi človek leko grato Bože. Ka bi človek leko Bože grato nazaj. To je to, ko nam sporoča Janez 3:16. To je to največje. To je ljubezen. Bog je. Ja, tudi človek je. Tudi človek je probo, pa tudi človek je stal po korake, tudi človek je marsikaj delo, ali njegov izbor človeka je da je bilo vse potrebno odločiti, je človekov izbor bil napačen. Njegovo iskanje je bilo na napačnem mestu, na napačnem kraju. Njegova odločitev ga je odpeljala kraj od ljubezni. Odpeljala ga je kraj od Boga. In zato se je Bog odločil, kada znova pokazal svojo ljubezen, kada iz ljubezni stopil do človeka. Do tebe, do mene, do vsakoga človeka. Človek sam toga koraka nikdar ne bi zmogel. Greh je napravo preveliki prepad. Je napravo preveliko razpoko med stvarnikom in stvarstvom, ka bi bil človek zmožen to premagati. In zato je, dragi moji, Božič tak veliki svetek. Zato je Božič tak veliki praznik. Zato je angel pravo pasterom v Luki 2:10 veršu štok štejmo: ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje.
Ne samo malenčko veselje, malo iskrico, pač pa veliko veselje, štera, da za koga? Za malo peščico ljudi, pomembnežov, ne, ki bo za vse ljudstvo. Aleluja! In zdaj poglednemo to veliko veselje, še eno, kako je zapisal Janez. Bog je namreč svet, koga? Veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. To je ta sporednica med tema dvema vrsticama. Bog je namreč svet, veliko veselje za vse ljudstvo. Bog je svet tako zljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, in znova je povdarjene to vse ljudstvo, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. In dragi moji, znova smo pa nazaj med prtom, ko je Pavel napisal pri Pavlovoj izjave o veri, o upanju in pa ljubezni. Vse to je Jezus prinesel na tej svet. Za mene, za tebe. V vsej svojej preprostosti, nebogljenosti, odmaknjenosti, kaj bi leko bil blizu tistim, štere spoznajo, kaj same ne mrejo napraviti toga koraka, kaj same ne mrejo naprej, kaj same ne mrejo dosegniti toga, ko je Bog prvenstveno namenil za človeka. In to je večno življenje. Človek sam ob svoje moče toga koraka ne zmožen včiniti. Potreben je Božji poseg v njegovo življenje. To, kako smo čuli v uvode, dragi moji, to je ta prava ljubezen. Včiniti človeke, včiniti za človeka to, ko on ne mre včiniti, ko on sam nikak ne mre napraviti. In zato ne pričakovati drugega povračila, kot to, kad človek v to verje, v to zavipa, kad tome dejanje zavipa, kad to dejanje, to Božje dejanje sprejema za sebe osebno. Mi lahko imamo ponudbo, to imaš 1000 evrov, ti imaš ponudba, na razpolago ti je, nekak ti ponuja, ali če ti to ne vzameš, je to ne tvoje. Isto tako je z odrešenjem. Bog ponuja to vsakome. Bog je svet tako ljubo, da bi se nišče ne pogubil, pač pa vsake štere vrđe tome in to z verov spremlje bi leko bil odrešene. Dragi moji, to je to, ko Bog pričakuje od človeka, ka v popolnosti spremlje to Jezusovo poslanstvo na zemlji, ka te to pripela človeka v večnost. Pripela v večnost, k njime, v njegovo slavo. Imamo pa še eno navodilo, ali opozorilo, ali priporočilo glede ljubezni, zapisano v 1. Janezovom listu v 4. tale. Tu štejmo od 7. veršuška naprej, mu gledali tej tekst, tu v tej vrsticah leko najdemo in pa prepoznamo to sporočilo Božiča, prepoznamo Emanuela, prepoznamo Boga z nome. In to piše od 7. vrstice v 1. Janezovom pisme 4. tala naprej. Ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga. Ljubezen je od Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna. Enostavna definicija. Samo jo trebej živeti. Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal. Kaj ti Bog je ljubezen?
Bog je ljubezen in Božič nam to sporoča, to veliko Božjo ljubezen. Božja ljubezen do nas pa se je razodela v tem, da je Bog poslal v svet svojega edinorojenega sina, da bi živeli po njem. To je prinesel Božič. In to je prinesel vizen. Božič brez vizma je nič. In vizen brez Božiča ne bi mogel biti. 10. verš. Ljubezen je v tem, ne v tem, da bi bili mi vzljubili Boga. On nas je vzljubil in on je poslal svojega sina v spravno daritev za naše grehe. Dragi moji, to je ti Božji korak, šteroga je on včino za človeštvo, za človeka, za mene, za tebe. To je to, ko je Bog edini bil zmožen, ko jaz in ti nikdar ne bi mogla včiniti. Zdela me, pa kakša koli dela bi bila naša, ne moramo biti odrešeni za voljo toga, ka edino delo odrešenja je Jezušova žrtev na križi Golgote. In to je on spravil za vsakoga. Haleluja, hvala njemu za to. On je poslal svojega sina v spravno daritev za naše grehe. Ljubi, če nas je Bog tako vzljubil, smo se tudi mi dolžni ljubiti med seboj. Janez tu pred vsakoga med nami postavlja eden izziv, pravzaprav guči od naše dužnosti. Ne samo izziv, ja pa mogoče. Ne, to piše, smo se tudi mi dolžni ljubiti med seboj. Boga ni nikoli nihče videl. Če se med seboj ljubimo, ostaja ali prebiva Bog v nas. To je ti božični Emanuel, Bog v nas, Bog z nami in je njegova ljubezen v nas postala popolna. Njegova ljubezen. Štero človek sam ne more doprinesti ob svojom, pač pa njegova ljubezen je te v nas ta popolnost. Potem spoznavamo, da ostajamo v njem in on v nas, da nam je dal od svojega duha. Dal nam je od svojega duha. Ne kakšnega koli duha, pač pa svojega duha. Božji duh, šteroga je Jezus poslal po končanom poslanstve za človeka, za mene. Je zdaj naš, moj, tvoj nenehni spremljevalec. Božji duh je prisoten v tvojem življenju. Deluje, te vode, njimi pestiš, ka te usmerja. Božji sveti duh v mojem in tvojem življenju. 14. verš dole. In mi smo ga gledali in pričujemo, da je Oče poslal sina za odrešenika sveta. Se spomnite še vrstice, štero so toga sporočila angela pasterom? Oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Ki bo za vse ljudstva. In znova vidimo to biblijsko povezavo, to usklajenost Bože, drage svete reče. Kdor priznava, da je Jezus Božji sin, ostaja Bog v njem in on v Bogu. Enostavna definicija. Kdor priznava, da je Jezus Božji sin, ostaja Bog v njem in on v Bogu. Ti Emanuel, znova tu povdarjene, ne samo katoge izpovem, pač pa za istino katoges iz celoga življenja, iz celoga srca življenj. Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas in verujemo vanjo. Verujemo vanjo.
To je ta sigurnost, kaj je sporočilo Božiča resnično in je živo v naši življenjaj. In meni je najdragocenejše, da ko zdaj sledi. In tu piše tako, Bog je ljubezen. Bog je ljubezen. In tisti, ki ostaja v ljubezni, znači, ki ostaja v Bogu, in Bog ostaja ti v njem. Tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. 17. veršoš, ljubezen med nami je postala popolna v tem tako, da imamo zaupnost na dan sodbe, kajti kakor biva on, tako bivamo tudi mi na svetu. Dragi moji, to je to pravo vypanje. To je to pravo vypanje, od koje smo ga učali že tu na začetke. Vypanje, štero ne osramoti, to nam pravi Božja beseda. Vypanje v odrešilno delo našega odrešenika Jezuša Kristuša. 18. veršoš, v ljubezni ni strahu. Temveč popolna ljubezen prežene strah. Strah je namreč povezan s kaznijo in kdor se boji, ni dosegel popolnosti v ljubezni. Da se človek navadno boji, doma človek strah. Da je vse v redu. Učenci, dijaki, ste tu študente, ste tu. Eno pitanje vam postavim. Vi ste navojeni pitanje. Da se vi bogite kontrolke ali pa izpita. To je iskrenost. To je to. Da ste se dobro včili, da ste se dobro navčili, te se bom najtrbej bođote, da ste pa nepripravljeni, ja, te pa gej noter tisti strah, ko da se zgodilo, mo znal, dobim dobra pitanja, ali ne, štero sam, mogoče se malo spomnim od toga. Ne, da se pripravljene te njega straha. Popolna pripravljenost, dragi moji, izpolnite to, ko Bog pričakuje. Ko Bog pričakuje v svojoj dragoj svetu reči, je garancija, kaj je te Emanuel. Res sem prisoten tu v tvojom življenju. In te strah nema moči. Nema moči, če glika prihajajo probleme. Se nam dogajajo probleme, težave, bolezni, navole. Ali vseeno te strah nema prave moči. V Bogu, šteri je ljubezen, njega straja. In tiste, šteri imajo ljubezen, nemajo straha pred večno obsodbo za volo toga, kad ta pristna ljubezen, ta pristna, ta prava, iskrena ljubezen potrjuje človekovo odrešitev, potrjuje, kaj je človek resen odrešene, kaj Bog prebiva v njegovom življenju. Mi ljubimo, ker nas je on prvi vzljubil. Mi ljubimo, ker nas je on prvi vzljubil. Delamo tako? Amen. Če kdo pravi, ljubim Boga, pa sovraži svojega brata, je lažnivec. Kako je Božja beseda enostavna. Kako je Božja beseda direktna. Kako je Božja beseda odkrita. Dragi moji, na takšen način je leko čista vsakome razumljiva. Če kdo pravi, ljubim Boga, pa sovraži svojega brata, je lažnivec. Kdor namreč ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, ne more ljubiti Boga, katerega ni videl.
Ne more ljubiti Boga, šterega je ne videl, če ne ljubi brata, sestro, šterega vidi. Šteren se dnevno srečava. Šteren ima eno povezanost, eno skupno življenje. Janez zaključuje to poglavje pravzaprav z Jezušovo novo zapovedjo, štero je on pravo svojim učencom na poti, da je šel v trpljenje, na poti, da je bil pred tistim, kad dokonča delo odrešenja za vsakoga človeka. To piše v Janezi 13. ali 34. in 35. veršoš. Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. Znači, to je 11. zapoved, ne ga samo 10 zapovede, pač pa obstaja še 11. zapoved. Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli med seboj ljubezen. V 1. Janezovem 4. tale 21. veršoš Janez ponavlja to, ko je Jezus zapovedal in smo mogli v tom tekstu videli. To piše 21. veršoš in od njega imamo to zapoved. Od njega. Ne kak gevom nikak učin. Ali pa kakšni drugi Božji služabnik. Od njega. Ide se za njega. Ide se za Emanuela. Ide se za našega odrešenika. Ide se za našega zveličitelja. Za mojega osebnega zveličitelja. In od njega imamo to zapoved. Tisti, ki ljubi Boga, naj ljubi tudi svojega brata. Svojo sestro. Janez v tom odlomku uči od ljubezni, kot sade duha v življenje človeka. Kot sade duha. In dragi moji, vseeno on tu pravi, kad se je za razvijanje toga sada, za dozorevanje toga sada potrebno tudi v svojem življenju osebno potruditi. Bog je ljubezen. Ali Bog želi, kak jaz, kad ti to ljubezen vsakodnevno živiva. Tisti, ki ljubi Boga, naj ljubi tudi svojega brata, svojo sestro. Potrebno se je tudi osebno potruditi, kad bi ta ljubezen rasla, kad bi ta ljubezen dozorela. Gled to, kako se je Jezus osebno potrudil, kad nam zagotovi odrešenje. In končujem v duhi, kad to povem 4. adventne nedele. Bog je ljubezen. In tisti, ki ostaja ali prebiva v ljubezni, ostaja ali prebiva v Bogu. In Bog ostaja ali prebiva v njem. Bog nam je pokazal, dal nam je ljubezen, ali ne zato, kaj jo imamo samo za sebe, kaj jo imamo za naše osebne potrebe, pač pa nam je dal svojo ljubezen zato, kaj jo nesebično delimo, kaj jo nesebično razdajamo, kaj jo davamo dole, na vsakom koraku, na vsakom mestu. Ne je to enostavno, ali tu je potrebna odločitev v mojem, tvojem življenju. Znate, če da to delo vsake, kada je to ljubezen delil, kada je širo, da se koli nas sumo ljubezen. Si to želiš? Si želiš to? To delaj in to, da se zgodilo. Amen. Za zdaj pa ostajajo vera, upanje, ljubezen. To troje. In največja od teh je
ljubezen. Nebeški Oče, hvala je Tebe za Tvojo nesebično ljubezen, štero si pokazal s tem, kar si dal, najdragocenejše, ko si imel. Dal si svojega edinorojenega sina Jezuša za to, ka bi bil z nami, ka bi bil v nas, ka bi bil med nami. Hvala Ti, Jezuš, ka si Ti prišel na to zemljo. Zato, ka odrešiš človeka, ka premostiš tej prepad, šter je lovčil človeka od svetoga, živoga Boga za volo greha. Hvala Ti, Jezuš, ka si na križi premagal greh, premagal si smrt in vse druge hude stvari. In hvala Ti, Jezuš, za še eno stvar. Hvala Ti za svetoga duha, šteroga si poslal za to, ka je z nami vse posede na vsakom koraku našega življenja. In Duh Sveti, hvala Ti, ka prebivaš v mojem življenju. Duh Sveti, hvala je Tebe, ka si Ti prišel za to, ka daš eno novo vizijo, eno novo moč vsakome v njegovo življenje. Gospod Sveti, pomori nam, ka smo za istino odpreti za Tebe, Emanuel, ka smo odpreti za Tebe, Sveti Duh, ka smo odpreti za to, ko je Tvoja sveta vola. In skozi Tvojo reč nam razodevaj to, gdje, kako, na kakšen način idemo in izpolnimo Tvojo volo. Blagoslovi vsakoga mojega brata, mojo sestro, blagoslovi vsakoga, štere posluša Tvojo drago sveto reč. Duh Sveti, Ti razodeni vsakome, to, ko njime želeš povedati skozi Tvojo besedo. Naj vodi se to k odrešenje vsakoga, štere čuje Tvojo reč. Blagoslovi nam na dole ete den. In tu vse tiste potrebe, štere imamo med sjov. Jezus, dragi, Ti si za vse to umrl. I hvala je Tebe. Hvala je Tebe, ka imamo to sigurnost. Hvala je Tebi, ka si mnogo toga že včinil. Nam dal odgovore na naše molitve. In tudi za tisto, ko smo še ne dobili odgovora, Gospod, dragi, nam pomore, ka čujemo Tvoj glas in ka razumemo to, ko Ti delaš. Amen. Amen.